The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja, sem pa mogel v angleščini imeti, ali kaj? Če bo debatirala, pa? Fajn. To je ful fajn. Evo, dobrodošli sončki nazaj, še en kolesarski čvek. Danes pa z mano en gost, ki je bil že 3-krat, 4-krat. Po moje večkrat. Že večkrat, ok. Gospod Matej Lovše se mi pridružil, zdaj so se začeli teli maratoni, neki vzponove odpeli, tako da bomo malo o tem debatirala. Najprej pa mogoče zdaj je bila glih Franja, ti si gledal, a si bil kaj presenečen nad rezultati, kako so se vozili, si bil kaj tako, da si rekel, ok, ali ne vem, ti nisi vozil, ko se ti zdi, da bi ti šlo? Ja, to je vedno težka debata o tem, kako bi mi bilo. Ne vem, ker me ni bilo, tako da če bi... Ne, tako, ne vem, na klance rečemo, na kladje. Jah, ne vem, bomo drug teden videli, kakšen bo kaj forma na klanc, ampak če bi se vse poklopili, bi lahko mogoče celo bil pri prvih. Ampak to je zdaj tako odvisno, kaj vse prej delali. Okay. Spet je to če, tako da je zelo nehvaležno govoriti. Lahko bi pa vzat ostal, pa bil v drugi grupi. Jaz niti nisem to gledal, ampak mislim, da je bilo na začetku, vsaj tam do vrhanke, da je bil kar orang kontraveter, pa po moje tudi zaradi tega, se ne vem, a si ti gledal, je bila kaj počasnejša letos, kukar? Ne, celo neki so govorili, ne vem, točnih časov za nazaj. Okay. Kukar sem gledal na Planetu, so komentirali, da je bil rekord, ne vem, je bilo 3 ure, ne pa ne vem, 3 ure 28. Lahko da je bilo celo rekordno, no, čas. Okay. Ne vem pa, kakšni so bili časi, ne vem, kako je rekel 2019, kdaj je bil tisti rekordni, ko je kaj že ta Fedele zmagal. Težko rečemo. Ampak se pri teh Franjah je hiter lahko odvisen od taktike, pa od vetra, pa čez drugačen čas, sploh, ker nimamo ekipna. Ne, ker se mi zdi, da na začetku, da je tako tam od Brezovce naprej, da si čutil, da je bil mal kontraveter in če si se mal v skupini vozil, ti je bilo toliko lahko, da si se veš. To sigurno, pa sploh nasploh pri 50 na uro, ali koliko šla skupina, ali pa celo več, če se ti v grupi noter ne delaš praktično nič. Ne. Pa jaz, ko sem na hiter šel čez posnetek, na vrhanki so vsi, kar velika skupina prišla, ne? Skup. Ali se motim? Ponavadi je, ne? Ponavadi je tako, ne vem, jaz posnetek, se pravi, jaz sem to malo previjo, nisem zdaj bil pri televiziji toliko časa, ne? Ampak po moje je bila normalna skupina do vrhniškega klanca, no. Ja, ne, do vrhniškega, tudi na Vrgor se mi zdi, da je bilo še zmer 100 skup. To se po moje, da če ne, še kaj več. Zato, ker je to položen klanc, pa cela skupina naredi tako, da recimo, ne vem, jaz včasih, če sem od spredi bil, si praktično vozil 400 vatov ali pa še več. Če si pa not v grupi, si pa preživel spod, ne vem, 320, 330. Ne, to je kar velika razlika zdaj, ali greš na polno ali ne. Tako da veliko ljudi lahko dosti z rezervo pride česno. A pa se ti zdi, da je kdaj že bilo, mislim, se najbrž je bilo, da na Franji, da so, ne vem, ušli kle od vrhanke naprej, no, vrh vrhanškega, pa da so ostali do cilja, pa če je ista skupina, ali je po večini bilo tako, da je na kladje, pa pol iz kladja naprej, da so bili skoki, pa da se je tam ušlo? Zdaj jaz lahko govorim o tistih Franjah, ko sem jaz bil. Ja, sej to. Prvo leto, ko sem jaz bil še, ko sem mountainbike vozil 2012, je bilo tako, da je, mislim, da so bili 3-4 obežniki, celo pot, pa sem pa jaz, pa tekavc pridružila, pa mislim, da je bil še Kališnik na klanc, na kladje, in na koncu je zmagal obežnik, tisti, ki je bil najdlje Frani, ker pač nam je zadnje 5 km, mislim, tam nek pri VTC-ju skočil, pa smo se pogledali, ga spustili in nismo več ga ujeli, to je bil ta David Pleše, ki je Ironman. Ironman vozil, mislim, oziroma se udeleževal. To je bilo 2012. 2013 je bila spet skupina, smo spet na kladje, pa nas je bilo tudi 6-7.
In to mislim, da je v večini primerov, ko sem jaz Franjo vozil, smo vedno bili skupinca 6-7. Tudi takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo, je bilo podobno, na svetovno prvenstvo smo se polovili. Je bila pol še ena manjša grupa. V večini primerov pa, ko je enkrat skupina 5, zelo podobno kot letos spet, se odpele, ponovadi so to najmočnejši in pa lepo sodelujejo, ni jih preveč, jim ratano. Ja, ok. Edino, ki se spomnim, da je takrat, ko je Mandarin zmagal, on je šel iz Kladja, tam vas je dohitil ali Ne, ti si bilo pa tako, da je bil v begu. On je bil v begu. A že predtem? Ja, mečkem prej je bil v begu, pa Porenta, pa ne vem, kdo še bil in je potem na spustu še prehitil jih in se šel sam do Ljubljane. Ja. Takrat je šel res fenomenalno, je pa res, da smo bila v drugi grupi, spet nekih 6-7, 2 takrat od Tuša in smo res bremzali. Pa mu je pol na koncu ratal, ne vem, koliko je bilo približno, je bilo minuta ali pol minute samo. Ja. Ampak je šel celo pot. Imel je že 2 minute plus fore, pa na koncu je bilo kar pod minuto, mislim. Ja, ne vem zdaj točno, ker je že nekaj časa nazaj. Je pa tako na Frani, v prejšnjih časih mislim, da je še takavc vozil, ki mislim, da je celo tudi tako zmagal, ne bom zdaj trdil, ampak vem, da je šel solo iz Kladja, ne. Bolje odvisen, kak veter imaš, ne. Ja. Ker če imaš veter v hrbet, se tudi čas vožnje zmanjša toliko, da je že tukaj pridobiš, ne. Načeloma je pa to skupinca parih ljudi. Mislim, do zdaj, kar se spomnim, je bilo vedno, ali pa grupa, malo večja. Ko zmagal je zdaj letos spet Grošelj, ki je že Alpe isto, ki si tudi vozil. Mislim, Grošelj je res tak vsestranski, ne. On pač tudi v šprintu lahko, na klanci je bil po moje najmočnejši, ne. Poleg Mirana. Ja. Ampak v šprintu pa jaz mislim, razen, ne vem, Italijanov ne poznam, ampak načeloma je kar med boljšimi. Okay. Včasih vem, da si poznal tudi Italijane, takoj, ko si še dosti dirkal, si takoj vedel, kjer je ta najmočnejši. Ste se vsi med sabo poznali. Še spomnim se, ko smo bili na Pinarello maratonu, ko si ga zmagal, tam so vsi vedeli, kdo si. Ja, dobro, ja. Veliko smo predirkali v Italiji, pa tudi, ki zmagaš, pa pol si prepoznaven. Zdaj v Sloveniji sem imel veliko na Frani neporavnanih računov, ne, z Italijani, ker vedno, ko sem bil drugi, je bil Italijan prvi. Ne. In koga zbiti že drugi? Da sem 3-krat. Pa enkrat tretji, ne vem, v glavnem med 5 sem bil parkrat. Ampak vedno drugi, ta drugo Franjo, ko smo za Tuš vozili, sem bil drugi. S tem, da so oba stekavcem padle na Godovičo. Cilj sem pa videl, da sem imel zlomljen kolo. In ta prva mi je res zmanjkala toliko malo. Jaz sem v bistvu šel beg zadnji, mislim, presenetil sem jih zadnjih 700 metrov, v bistvu, ko prideš na Šmartinko. Se odpeljal in me je na ciljni črti ujel po šprintu. Zelo podoben, ker na Pinarello, sam Pinarello mi je ratal. Tako da to pač imam malo neporavnane račune s Franjo, ampak zato pa zdaj sploh ne hodim več. Na Pinarello je prav ena dobra slikca, ker imaš ti dvignene roke, oni pa šprintajo vsi zadnji. Ja, tam na sliki se ne vidi, da nisem šprinter. Tista je bila res nepozabna, sploh, če se spomniš, kje smo štartali, ne? Na Pinarello. Ja, čisto zadnji, si takrat Mitja, ne? Mitja Klavora bi je ful pomagal tudi. 4 minute pa pol sem jaz štopil prvega, do takrat, ko smo mi štartali. Pa takrat si bil tudi kar trmast, da si jih ujel vsakič, ko so šli, ne? Ja, čisto vsak klanc sem odpadel. Zato, ker sem pač pod klanc prvo uro koliko je bilo do klanca, 20 km, se pravi nekih pol ure, skozi čez 350 vatov. In veš, da si se pokuraš. In pa sem imel skozi probleme, ampak zgleda, mogoče ravno zaradi tega se pa nezavedno malo šparaš. Ne? In na koncu je bila tista. Pač malo si moraš upati, pa probati. Samo en maraton, se ga prav spomnim. Vroče je bilo, pa vsi klanci so bili taki, ki mi ni niti eno všeč. Tako, 10%, eden je bil še ne vem koliko strm, ki si prišel gor, pa je bilo tako, kot na repče. Ki je bil strm. Na ritem nisi mogel perati, ful je bilo tak. Tudi spusti, pa to nič ni bilo tako, da bi rekel, da greš lepo lahko.
Ampak pokrajina je bila pa lepa, ko smo prišli ven iz mesta. Ja, pa je bilo, sam jaz sem bolj malo videl tega. Ja, sem še bolj zadnji, veš. Je bilo bolj drugačno. Ej, zdajle, mi smo se pogovarjali, mogoče še ti kakšen pameten recept. Vsi, ki smo šli, pač ne vsi, ampak dosti iz skupine, ki smo šli na maraton, smo se vsi toliko najedali, da praktično nismo mogli videti hrane. Jaz v nedeljo rečemo... Ja, ok, malo sem imela težave, še dobro, da sem opazil, da je začel tamle utripati. Skratka, kar sem te hotel vprašati je, jaz sem zdaj videl, da smo vsi kar malo ali preveč jedli, ali narobe jedli, ampak jaz vem, jaz sem si naredil, pa ni bilo toliko veliko riža, jaz sem si ga naredil po moje 250-300 gramov mlečenega riža in sem ga pojedel komi 150 ali pa bom rekel mogoče malo čez 150 za večerjo, za zajtrk jaz nisem mogel še 150 gramov riže pojesti in pol sem ga po moje stran vrgel in tudi pol, ko smo bili, jaz prvič, da sem vozil 160 km, pa nisem mogel ene vrečke gumi bombonov pojesti. Pil bi pa lahko ful več, kukar pač, ja, pri pijači tam vem, da sem imel fore, ker sem spil sam 5 bidonov, ali pa rečemo 6, no, še na vrh, rečemo, da sem spil 1 bidon, pa sem ga spet dofilil vode. Ja, to je veliko, to je super. Jaz recimo s 3 bidonom ponovati ali pa... Ja, se nimaš izbire, ne, ni to optimum, ampak če nimaš nekega nakladja, da ti da, ali pa mogoče ti da čas da v spremljevalnem avtu. Ajde, recimo... Pa se je ti v spremljevalnem avtu, če jim rečeš, da ti da, ni tako, da v prvi skupini... Dobiš. Mislim, to, če si od spredi, ampak to je res prva skupina. Teh prvih 7, 5. Pa že vprašanje, no. Dobiš, ni problema, pa ponovadi dobiš nakladje, jaz ponovadi sem dobil enega. Zdaj odvisem, koliko je vroč dan, lahko 2, ne. Kako se zmeniš? Ker tam gre to hitro, da nimaš šans, da se ostaviš. Mislim, lahko se, sem pol ne boš dirkal. Mislim, ja, tam mi sploh ni jasen, kje do Ljubljane bi ti ga sploh še lahko podal, ker leti skozi 40 plus. Že nakladje gre to hitro v tistem zadnjem delu, ne, da imajo nekateri malo probleme, ne. Še hočeš 2. Ja, mogo bi ga v bistvu že... Ne, sej se da. Ne, kilometer do... Sej kilometer do je tist, nekaj 500 do tist zavoj, tak. Tam ponovad stojijo, pa je že kar malo prehiter gre ponovad tam. Ja, no, meni ni šlo letos. Jaz bi lahko moč vzel. Bi lahko 2 vzel. 4. No, ampak ja, se gre, se pač mečkeno počasni, ne, se ni zdaj. Ja. In koliko pa, rečemo, kar se hrane tiče? To je pa malo dalj zgodba spet, ne. Kolikrat pa to delaš na tak način, da to kiješ? Pa načeloma kar doskrat. Pa nimaš problema. Pa ne, vsakič mi je težko. Jaz ne morem toliko pojesti. Rečemo 150 gramov riža. Kaj, čistega riža 150 gramov? Ja, ne pol skuhanga. Ja, suhega. Ja, ne vem. Mislim, jaz nimam s tem problema, no. Je res, da ko imaš enkrat dost, je dost, ampak ful velikrat kombiniram s kakšnim Haribo bomboni vmes, zato da malo dodaš, ali pa sladke pijače. Ne vem, Coca-Cola zjutraj, ali pa Fanto, ali pa neki, ali pa gosti naraven soken. Kakšne goste sokove, to dodaš. Ne vem, jaz ne grem zdaj čisto striktno, tako kot ponavadi samo riž, to. Kar ti paše, no. Probam gledati, da je čim manj vlaknin, ampak pa nekje 10 gramov hidratov na kilogram teže, približno govorim, ne. Zdaj pač čez cel dan. Ko da za večer jaz pojem ponovadi okrog 150 gramov riža, zraven dam še nekih 40 gramov cukra, ne kompliciram preveč, to tako naokrog, pa pol voda, mlek. Pa ne toliko zaradi, da bi kaj kompliciral, ampak če dam sam mlek, se bo zažgal prehiter, če dam sam vodo, mi pa vkusen ni. Tako da pač na ta način, pa malo kakava gor in to je to. Okay. Ja, sebe jaz sem zelo podoben sam, jaz nisem mogel. Ne vem. In tudi s temi, ki sem se pogovarjal, ko smo skup šli, so isto, ene par jih je rekel, da ni mogel več in... Ja. So vsi bolj prvič na hrani? Mogoče na ta dolgi, ja. Stres. A misliš?
Ja, meni sigurno ti pomaga. A veš, da jaz pa letos je bilo prvič, tako da sem šel, da nisem bil čisto živčen. Tako mogoče, ker sem se furil tja, tako, a veš, se veš, kje sem doma, tam, ko se furam po Šmartinki, sem bil tako, sem bil kar malo excited, sem bil, da smo šli, ampak pa, ko sem bil pa tam in pa ja, vedel sem, da itek ne grem na rezultat in pa mi, a veš, ti tako, sej ne, da bi šel loh, ampak tako pravim, pač nisem imel neki kalane reči, a sem si lane rekel. Takrat, ko si se malo bolj pripravljal, verjetno si bil bolj živčen. Ja, takrat sem prav, ok, tam na unmu vinku vem, da moram iti naprej, pač sem imel vse, cek, do pač klanca sem pač točno vedel, kaj pa kako. Se to je dobro, sam veš, kako je problem, ne? Jaz veliko vem, kakšno vprašanje, kje pa kaj. Ok, lahko malo razdelamo, ampak ti moraš dirko spremljati. Če bo tam šel na polno, nimaš kaj naprej hoditi, ne? Moraš pač počakati, da se malo umiri, pa takrat izkoristiti, recimo, ampak ok, to sem zdaj malo preskočil. Ne, včasih je stres, živčen, se veš, pogeš pa na WC zjutraj 5krat, ne vem, take stvari in to sigurno za želodec ne pripomore, ampak če ima, ne vem, lahko bi bilo nekaj tazga ali pa tudi, da pretirava ali pa kakšno stvar preveč pojejo, ker prej niso navajen bili tega, ne sem ti nasploh. Zdaj pa danes si treba pa loadat, prej pa nikoli, ne. Ne, sem že na robe, sem zakusil jedu, Ja. ker ful so mi rebrca zadišala, pa sem si Ja, ne, to si pozabil, pa dobro. Ne, vse to je vse super in prav. Hofer in imajo una rebrca, ki so načeloma mi ful dobra in so mi toliko zapasala, sem nekaj, ajde rebrca. Malo imaš čobe, da filaš, da imaš... Ja, sem kar na urank nafilo, ja, za njimi rebrca. Ja, to pa pol kombinacije pa naredijo svoje, lahko vsakmu malo drugače, veš, pa ne gre, ker jaz recimo, da pojem kakšne take rebrca ali pa kakšne hamburgerje, to si veliko bolj sit, dlje časa, ne. Veš, da ti pol ne paše. V takem primeru mogoče pol skombiniraš s kakšnim sokovi, no. Ja, če ti sploh paše. Ja, bomboni, jaz sem imel toliko cukra dosti, da sem tam od Idrije do Cerknega spodi, tam sem že komi, jaz mislim, da sem od tam do Ljubljane, ne vem, če sem 2krat po 5 bombonov, če sem še pojedel. Pa nisem bil tako, da bi ti rekel, da nisem imel več moči, ker sem šel tudi pol na konc, sem šel še čisto v redu lahko. Lani rečemo, sem bil gotov. Lani sem prišel do Vrzdenca na ta mali Franji, ker sem ga začetku toliko tišel. Ja. Jaz nisem mogel več. Jaz v Škofje Loke do Ljubljane, jaz nisem mogel več, nisem mogel da tuno, da si rečeš, a veš, da se počutiš močnega, da lahko pritisneš. Ja, mi ni bil problem, sem čutil že malo krče pa to, mislim krče, kad čutiš, da če boš še malo več, da te bo, ampak ne vem, dobrih 400 sem še vedno lahko, pač tako pa mi ni bilo, ja, mislim, ne, da mi ni bil problem, ampak... Vem, kaj hočeš reči, ja. Še vedno sem se počutil, da lahko pač pritisnem, no. Ker takrat, ko te krč prav hoče, pač ko si že čist na konc, veš, da ko sam zategnil, bo takoj hudič. Čau! Kaj snemaš? Ja. A priješ pol nazaj? Da je to pol. Ja, ne vem, če už 15 minut zunaj na kavi. Prav, to bom. Dobar. Čau. Ja. Še eden, ki je šel isto na maraton, zdaj gre pa v Švico. A res? Kolesart, ja. A na tekmi? Mislim, bil je na maratonu. Ne, mislim, da v Švico na tekmi. Z onimo štimulakom. Ja, mislim, da je. Tako da, ja, no, je bilo kar zabavno letos. Daj mi povej ti zdaj za naprej, ta vikend je MyTour. Kje misliš, da bo tam kaj se odločal? Jaz mislim, da bo Vršič naredil svoje, da ne rabiš niti prej odločati. Ker je dost zahteven klanc, po 2 urah recimo, ni potrebe, kaj veliko selekcije predelati. Ne vem, jaz zdaj sem bil v soboto na ogledu trase malo, da sem se spet spomnil, ampak ta predel niti ni tako zahteven, no, z moje strani. Jaz sem bil na treningu, pa je bilo v bistvu skoraj 30 povprečna do vrha predela. Ne, pa res nismo neki, zadnje 10 minut sem malo bolj šel, ampak jaz mislim, da predel bo naredil selekcijo, ampak ne bo neka odločilna. To bo tako kot Črnivc. Za vas, ki ste močni, boste po moje vsi bolj težko prišli. Po moje jih lahko, če ne bo res čist na polno šlo, jih bo 20 sigurno prišli čez. Jaz se strinjam. Mislim, lahko več, lahko manj, ne vemo, ne? Ampak ja, ne bo. Pa je do
pod Vršiča, če ne spet neki napadi, ker jaz, če se gledaš, da bi res en naredil ful razlike, ja, ampak sploh, če bo kakšen veter v hrbet, kot je bil zadnjič pri meni, ne vem, če ima kakšen smisel z napadom, ker se ful potrošiš, naredil boš pa minuto. Vršič bo dosti zahteven. No. Ja. Mislim, iz te strani se mi zdi, da je še dosti bolj, kot pa iz... Ja, meni je antipatičen. Ja. No, Težek bo, kaj si hotel reči? Če je tebi, pa veš, koliko je meni. Ni, ta sploh prvi del tle, ki je v bistvu, jaz ga ponovadi štopam od tam, ki je za odsep za izvir Soče, pa gore 9 km. Ne. Tam je že dosti strmo, da se sam po sebi naredi selekcija, v 9 km se mora narediti nekaj. Ne. To je to. Sprav imaš to, pol imaš pa naslednjo, ki pa je pa letap. Letap. Vmes verjetno bom še kaj najdel, mogoče za trening. Letap, Tour de France. Ja, letap, se ne vem, kako je, jaz kar letap rečem. Ja, ta francoski čas, ja, ta najtežjo etapo tura letošnja. Ja, tako. Kraljevsko, mislim, da je 5400 višinskih metrov, pa 175 km. Okay. V bistvu je štart pod Alpe d'Huez, pa se štarta kontra krog, kot smo že 3 leta nazaj sem šel. Okay. Ampak štart je, pa gre na Croix de Fer, pač prvi klanec, ki bo tudi že slabih 30 km klanca, potem se spusti v drugo dolino. Gre na Galibier. Tam je vse skupaj s tistim prvim delom 36 km klanca. Tam bo že vroče. Pa se pa spusti v bistvu za nekih 40 ali 50 km do pod Alpe d'Huez. V bistvu Col de Saren, ki je od zadnji del Alpe d'Huez klanc. Se gre na tisti klanc, pa pol na še zadnji del mečken, ne vem, 300 višincev naredi na Alpe d'Huez. In tam je cilj, bom pa videl, kaj bo. No. Zdaj, zaenkrat mi je še ok, jaz mislim, da bom pol kar se mi bo zalažil. Klanca, kaj je to, 80 km? 30, 40. Ja, sigurno ga je 80 km. Ker so pač v mestu taki kratkih upsari. Koliko je višincev, kle 5? 5400. Je kar. Zdaj, sicer sem gledal časovnica za profije, je taka brutalna, ne? Da bojo to pršali v 5 urah, ali še malo manj. Ne? Vsaka čas, če bojo to, mislim, res da so to ekipe, ne? Pa se to, te klance v začetka, če ni prestrm, se mrske odpele v grupi, ne? Mislim, v grupi klančarjev, vsi ne bojo, ne? Šprinterji sigurno ne. Ampak pa vmes, ko imaš te dele, ki so položeni na dol, tam je grupa veliko naredi, ampak 5 ur mi je manj, ker mislim, če bo to šlo 5 ur, lahko pa tudi se je tako si. 140 Kaj? Kilometrov. 175, se pravi 35 poprečje, ne? Ja, mislim, možno je, se tle pri nas. Okay. Vem, da mi smo imeli na podobni etapi kontra, ki je bilo isto je bilo Alpe d'Huez na koncu, ampak kontra sta bila klanca najprej Galibier, pa potem Croix de Fer, sem jaz pod Alpe d'Huez 30 poprečno. Bolj me je malo zvil. Je padla. Ampak ja, bilo. So lepi spusti, veš, hitri. Pa kle pri teh stvarih ti se ustaviš pol, kaj pa dofilaš to, ali kaj greš z 2 bidoni vse? Ne gre z 2 bidoni. Mislim, lahko greš. Imaš jih zadnji v žepu? Ne, veš kaj, ki sem se ustavil na eni ukrepni, sem pod Alpe d'Huez sem ustavil se na topli vodi. Na topli vodi? Nič ni bilo. Mislim, voda topla, res. Pa to je, jaz sem bil med ta prvimi. 30 sem spod prišel. Od 16 000. Pa je bila že topla voda. Ki je bilo dol, od spod je bilo skoro 40 stopinj, ne, v tisti kotlini. Pa gori pa borba za preživetje. Pa mi res dober kle na Franji. Zelo mali takih maratonov, pa zadnje čase vidim, kar mi pa ni všeč najbolj. Tudi grosupeljski maraton mi je lep, ampak malo se mi, recimo, malo zdi, ker prideš v cilj, pa ni niti vode. Vse je plačljivo. Ja, ok, v redu, plači, sam eno hladno vodo, pa imejte noter v tistih
Ne vem, kar te je zdaj ratala taka logika, kaj, da bi treba vse plačati, mislim, eno vodo pri taki vročem dnevu, pa mislim, da bi mogli dobiti. No. Sam to, se ne rabiš veliko, ker nekje dobiš ful, če Franjo gledaš posno, to je zdaj izven serijsko, ne. Nekje pa mi pa to ni najbolj všeč, v katero smer gre, sploh, ker se plačuje še ful več, ko se je včasih plačal, ne. Ja, meni se zdi, da sem jaz malo razvajan, ker pač edino, kar sem vozil, je bila Franja. In pol ajde gre superski maraton, pa to, tam mogoče že ne pričakuješ neki. Sam je bilo vedno, veš. Aha, okay. Pa ne, zdaj, jaz sam ene stvari vidim, ker ne rabiš veliko, ne. Ker To je res. pogledamo Alpe. Ok, si malo vode dobil, pa je bilo tudi, ni bilo najboljše, ne. Okay. Ampak vse je šlo za to in imaš res tisto občutek, da sam plačaš za to, da plačaš, zakaj, da se pač ne vem kam da ta denar. Sej, mi smo pripravljeni tudi kakšen evro več plačati, sem da ne bo to mal, ene stvari bi lahko mečken lepš narediti, pa ne bi bilo sploh veliko stroška, ne. Ampak se mi zdi, ne poslušajo kolesarjev, ne vem. Ja, mislim, Težko pamatujem, jaz nisem organizator, no, veš. Ja, jaz ti ne vem, kaj preveč povedati, ker sem pa sam v cilju bil, pa še to v njih. Pol ure na izotoniku, pa smo šli pa naprej. Sej pa smo šli mi vsi lepo na pijačo, na pier. Ne, oziroma brezalkoholen, karkoli, ampak ne vem, tako imaš tak občutek, da nisi nič ureden tam, ne. Ja. Veš, ni, ker mi smo razvajeni iz Franje ali pa recimo maraton Dolomiti. Ja. Mislim, to je tak nivo, dobro, ni noben pričakoval, da je tako, ampak tam je vsega dosti, ne. Pa je štartnina 100 evrov ali pa 110. Pa mi pa to mogoče povej. Zakaj pa misliš, da se kolesarji tudi ka vejo, da pač ni okej spedena, da se še vedno vračamo na določene maratone? Navajen smo, pa fajn je, ker drugega ni. Mislim, veš, ti treniraš, se vrat pol nisem probaš dokazati, ali sam sebe, ali drugem, ponovadi veliko je tudi, da drugim, ne sam sebe, ampak zdaj pa ni spet toliko veliko tekem, ne, sploh kakšnih maratonov. Vse ti prav prije kot trening. Recimo meni zelo prav prije, da malo dobim neke brzine, pa da se malo voziš, ker tega doma ne boš naredil. Ja, to se strinjam. A veš, in pol... Kaj pa pol rečemo, da bi pa rekel, ok, Italijani imajo itak vsak vikend maraton. Da bi se pa tja zapeljal, pa da bi šel tja na maraton, ker tam se mi zdi, da pismo, ne vem, jaz sem bil spet Pinarello maratonu, pa na Asosomu. Nisem bil na dostih drugih, ampak tam je bilo, vsega preveč. Mislim, pa moraš gledati, da ponavadi, ko gremo, ne, to ni 100 evrov, ki je štartnina, ne. To greš en dan prej, ali pa 2 dni prej, recimo ne Dolomite, mene pride 1000 evrov, sigurno. Vse greš pač kot na izlet, ampak to pa se ne moreš kar ti zdaj iz tedna v teden hoditi, ne. Niti časa, niti denarja, ne. Če v Italiji, če je kje bliz meje, ne, rečemo do Benet, kajde, 2 ure se voziš, rečemo, to bi šlo lahko isti dan. Ampak če greš Dolomite, veš, imaš si malo omejen, ne. Ja, super, jaz ful rad grem, ne, pa moraš malo kalkulirati, pa tudi veliko časa ti vzame, ne. Tako da pa tukaj, če imaš pred vrati, valjda greš. Pa vse super, jaz podpiram to, sam res se mi zdi, da zadnje čase nekam ne gre v pravo smerno. Se sploh ne vem, kdo sploh to nadzira? A je UCI klepar teh? Ne. Ni nič, so maratoni, to je pač, se trudijo organizatorji, se nič ne rečem, je marsikaj porihtan, ampak se mi zdi, da ene stvari gre nadol, ne nagor, ne. Veš, ker te stvari so že vse bile. Pa štartnina je bila še cenejša, jaz razumem, da je vse dražje zdaj. Ja. Pa tudi ljudje bojo raje dali 10 evrov več ali pa kukarkoli, če bo to dogodek. Ni tak problem, ne. Vse jih ni spet 100 na let. Se mi zdi, da to zdaj govorijo, pa ko pride pa ven, ne vem, cena, pa je vsem, vse veš, vse težko dati. Ja, mislim, ne moreš se štartnina 100 evrov, tudi ne moreš ti iz tedna v teden, ker hoditi 100 evrske štartnine. Ker na koncu ni samo ta štartnina, ampak te to pride pol hiter vikend 200-300 evrov in to ne gre v nedogled za množico. Ja, ne, se strinjam. Ne, je pa tako, no, jaz vem, da jih je bilo par, že lani vem, da je bilo podoben na Alpah, tako malo razočaranih nad kompletno organizacijo, pa se mi čuden zdi, da jih je letos pa bilo še toliko prijavljenih, kot jih je. Sam jih je skozi manj, se vidi.
ne vem. In pač ko včasih, jaz vem, takrat, ko sem še jaz pel v Alpe, ko je bil Ti so bile prejšnji Alpe, ti organizator. si bil maraton ja, Alpe, ti si druga pesem. Tisti je bilo hudo. Ti si bil takoj, v bistvu, mislim takoj, takoj pod Franjo. To je bil drug največji dogodek, v bistvu čas, ne? Ampak je bilo na nivoju. Res tako dobro si se počutil. Bilo je organiziran, da si se ti počutil, da si pač del dogodka, pa da skrbijo zate. Ja. Zdaj se mi zdi, ali pa nasploh tako šel svet, da je vse, ne. Ne, jaz mislim, da je še par teh maratonov, ko mogoče ti niti ne greš, jaz tudi ne, ker so tudi taki zelo veliki, pa da je v redu organiziran. Sam je pa se mi zdi, da ki pa gre glih v kontrasmer. A veš, jaz razumem, da so stroški z organizacijo z zaporom ceste, razne stvari, ni problem, vem, ampak pač, lej, ne moreš, vse je treba pogledati, cel vidik vsega, ne. Zdaj, pa boš, da ne narediš, ne vem. Dej, greja, ker so že pol ure. Imam še dve vprašanji zate. Zdajle si dober mesec, koliko? En mesec stran si od tega dogodka, ko greš v Francijo. Kakšen imaš zdaj, tako zelo grobem, še sklop treningov, koliko imaš še dejansko treningov, da veš, da ti bojo pomagali pri napredku, ker zdaj predvidevam, da delaš take bolj intenzivne, kot si jih pa delal na mesec nazaj, 2. Ja, zdaj v bistvu je tako, če sem čisto odkrit. Mi je zdaj prvi cilj My Tour, soboto, tako da delam tapering, zdaj zadnji teden spuščam. Tako da je malo manj, potem po My Touru bom verjetno malenko spredahan, ampak tako, da bom mečkam popustil en teden. Potem pa neke 2 tedna sigurno še kar zelo intenzivnih treningov, intenzivnih v smislu tudi verjetno dolžine, pa namenskih za let-up. Bo pa malo več dolžine, pa daljši klanci. Nekaj tazga, potem pa spet zadnji teden tapering, pa spust. Se pravi, boš v Kranjsko, pa boš odpeljati sigurno imam to namen. Mangart. Sigurno to, ker mi bo veliko lažje trenirati to. Mangart pa verjetno 2-krat Mangart ali pa kaj takega. Ker to, pa kakšno roglo, pa kaj takega, imam pa bliže, da lahko sprot delaš. Ne. Ker Mangart je le še ta višina, se mi zdi, da ti zihar nekaj. Se pozna. Že zdaj se je poznal, ker sem šel gledati na My Tour etapo, Vršič, ker priješ na 1600, ne, pa že tam od 800 naprej, to niso iste moči. Ne. Se moraš par procentov lahko razlike. Ne. Že nad 1000 metrov se sigurno nekaj pozna. Ja, jaz v ta klanc grem skozi 20% pod FTP-jem, tako da ti težko vem povedati, kako je to. Ne, to moraš, veš, te stvari moraš v zakup vzeti recimo na let-up, ne, sploh še nisi adaptiran na višino na recimo Galibijev 2600, to je lahko skoraj 20% nižji FTP, kakor ga imaš. Se pravi, si hiter na pod 280, če imam recimo 350, 360, si hiter na 280, ne. Ampak to nobeno obzirno zame, greš čez 300, ne. Ampak ja, slej, kaj prej dobiš nekaj, ne. Šamar, čestilnik. No, sigurno greš pol na zadnji klanc 200 na mest 270. Okay. Pa še zadnje vprašanje. Zdaj si že koliko? 2 let si že skoraj na temu bajku. Ko se počutiš zdaj? Ne, let, dober. Ja, dober let. Ja. Lancev. Maj. Ok, let pa mesec. Ko se zdaj počutiš po tokmu cajtu? Ful dober. Ful dober, edin, če ima kdo kakšen nasvet, kaj ne naredim s sedežem. Ne mi pove. Ne, se ni sedež problem je, da pač ne morem, da ne vem, nekaj imam. Nisem tlekaj kost, ki sedim gor, me tako boli, da pač je zaznort in to imam zdaj že let problem. Ne, zaradi bajka nasploh. Kaj pa tilt sedeža? Ker koldan gor. Je isto. Ja, ker ne vem, itak sedim drugače, kot bi mogel pravilno na sedeža že skos, ne. To jaz vem, ja. Ja, itak smo pa skos naprej, ne. In je katastrofa, en dan malo boljši, en dan malo slabši, ampak ne uživam glih pri tem. Zdaj, ko si da uno ploščico karbonsko gor, mislim, se imaš že neki cajta, koliko se ti pa zdi, da imaš boljši izkoristek moči? A se ti zdaj kaj boljša, a se ti isti šmor? Mislim, dobro se počutim gor. Ne moram ti reči, kaj boljš, kaj jaz itak skozi spred sedim, ne. Jaz sem zdaj si pol še centimeter. Še malo bolj, mislim, jaz ne moram pritiskati na polno, pa biti normalno na sedežu. Se mi zdi, da nima moči.
Ja, Ne, tako da- si ti zdel, takrat, ko si dal to ploščico gor, da si ti zdel boljši. Če se bolj pa dvigen, se ga mogo mal, ne? Ja, Ja, bolj lahko direkt pritisnem, ne na pedal. Itak, jaz sem že iz mountainbika navajen skozi sprednje. Na Ja. sprednjem delu sedeža, kakor gre. Ne, to mislim, pa to sem že parkrat tudi rekel, da se vrhunsko na kolesu ful dobro počutim. Hiter bicikel mi je, ful mi je dober. No? Res mi je dober, tako da pa ne zdaj zaradi neke reklame, ampak ful se dobro počutim. Ne, ka meni isto tako, zdaj isto na spustu, se mi zdi, da je brzina, da kar leti. Ne vem, zdaj te tukaj iz Skladja dol, pa proti Škofji Loki, ne vem, tam se meni zdi, da je bilo tako fajn. Pa tudi že iz Godoviča proti Idriji, pa tam je meni najlepši, ker smo imeli isto skupino tako, da smo ga malo bolj pretegovali. Jaz mislim, da sem na Kladju bil gor, sicer sem ga ful počas odpeljal, ne vem, čez 30 minut, pa sem bil gor, sem čakal naše po moje 10 do 15 minut. In ko sem ga z Idrije dol šel, 10 jih je šlo za mano, ostali so bili zadnji in mi smo samo lovili grupe spredi. Mene bo to dal. To, ko je brzina, pa mal te. Pa motivacijo imaš, ki loviš. Skozi. Ja, pa naša Dolenjska, veš, kaj je skozi mal gor dol. To, če se dobro peleš, je to meni ta najboljš. Ne, ko sem prišel pod Kladje, sem sam dal najnižjo, pa sem šel lepo na Izigor in to je bilo to. Ampak ja, del je bil pa meni tako ta najlepši, ki ga lahko malo pod nogo. Če lepo preneseš hitrost, lahko. Ja. In ne, tako hočem reči, da se bike, se mi zdi, da pri tem, ko greš 40 plus, da se šele začne tako pelati. Da, ne vem, saj meni je tako, da greš v ta aeropoložaj. Lepo drži. Mislim, ja. Tudi, ja, pa tudi feeling je tak. Ampak tudi nasploh, ko gledam, jaz malo časa, jaz sem ful tak analitičen, ampak ko gledam moje čase, recimo, ko imam pač na Stravi ali pa kjerkoli gledaš, dobro, upoštevati moraš vreme, moraš upoštevati veter. To je milijon stvari, plus to, da power meter je tako, ne? 1% je hiter 3-4 vate, pa si spet nisi nič naredil. Ampak nasploh, če gledam, pa povprečjem, imam pa ful tudi na klanc boljše čase s temi aerobiciklom, ne? Verjetno to večino zaradi aero, nima kaj drugega biti. Ja, meni se zdi, veš kaj se mi zdi, pri tem bajku se mi zdi, da je spreden konc, se pravi headset pa vilca, da pride bolj tok in ko pritisneš, se mi zdi, da se lepš premakne. In se mi zdi, da se to pozna in pol pri višji brzini in tudi pač pri manjši. Možno, ker mislim, kjerkoli gledam, imam z nižjimi vati vsaj tak ali pa še celo boljše čase, kot prej. Recimo, če gledam proti recimo Kolnago, ker se mi tudi power metre podobne. Ja. Ne moram zdaj gledati za nekaj drugega, ampak nasploh, ali pa sploh imam en krog svoj, ki ga skozi. Ja. To imam sigurno kakšen kilometer hitrejši poprečje. Okay. Je the best. Na tej noti bomo bolj kar zaključila podcast. Si ga to kar hvalil. A ja, pa če še niste opazili, Matej ima že ta nov pulover gor, tako da tisti, ki hočete imeti tole robo, ne misliti, da kle mi karkoli zaslužimo, bolj je to zaradi reklame, tako da ja, tisti, ki hočete imeti, puloveri so dragi zaradi tega, ker je tudi gostota materijala je ful visoka, tako da to je to. Nič sončki, do naslednjič. Čau. Čau.